Še malo pa bomo rekreirali, pa še jedli skupaj. Tam gre ta svet. You wait inside, yeah. Bye bye. Terenske gume, ako imaš. Jaz sem ga srel v Beogradu. Banda, komatenih kilometrov je za nami. V tem trenutku smo že v Las Vegasu, kjer se dogaja CES, Consumer Electronics Show. Zdaj, preden gremo v vse tiste hale, pa nas bombardirajo z vsem tistim, ki šele prehaja, gremo v tale hotel za mano, kjer je Continental pripravil eno posebno sobo samo za nas, da si bomo lahko v miru pogledali tehnologijo, ki prehaja. Tehnologijo, ki je zelo pomembna, pa ni neposredno povezana z gumami. Stari, zdaj pa tako, stvari, tehnologij, ki so nove, napredne, sodobne, ki jih sploh še ni tukaj, recimo tega dela niti posnet, slikati ne smem, je ogromen. Jaz se bom skoncentriral na 2 ali pa 3 stvari, ki se mi zdijo pomembne. Ta prva stvar, ki zgleda res cool, je nova digitalna instrumentna plošča, ki je po vzoru sodobnih mobilnih telefonov ukrivljena, valjda občutljiva na dotik. To tehnologijo sicer do neke mere že poznamo in sicer ta del, ki se ti dotakneš zaslona, ti daje nazaj feedback. Ker ti šlataš površino, ki je sicer čist gladka, dobiš feedback in imaš občutek, da šlataš običajen gumb. To ti pa pomaga pri upravljanju. Ampak sistem, ki je pa v tem trenutku mene najbolj prevzel, se veš kaj je aquaplaning, ne? Takrat, ko naletiš nepričakovano na neko globjo lužo, pa neki tazga, ki ti lahko fejst pokvar dan, pa avto kljub temu, da je opremljen z veliko sodobnimi sistemi, ne zna vedno pravilno odreagirati in ti pomaga. No in ta sistem deluje po 2 fazah. Ta prva faza je pri aquaplaning, to se pravi, preden pride do štale, v bistvu preden se karkoli zgodi, avto s pomočjo senzorjev v gumi že nadzira in ugotovi, kdaj je full vode na cesti, pa ne samo to, uporablja tudi kamere, ki dejansko snemajo dogajanje pri kolesih in glede na to, koliko šprica izpod koles, tudi pogruntajo, potencialen problem, pa če problem res pride, no potem pa ta njihov sistem izkoristi, sistem ESC in s kontroliranim bremzanjem koles na zadnji osi popravi situacijo. Ampak kaj pa pika na i, da bo znal tvoj avto podatke, ki jih je ravno kar dobil, poslati gor v oblak. In zakaj bo želel poslati v oblak? Zato, ker bo lahko koristila drugim voznikom. Se pravi, ti se peleš za nekom, ki ima totalno štalo na cesti, pa te avto opozori, stari, pazi, čez kilometer pa pol boš imel aquaplaning, pa boš malo pozoren. Veš, kaj hočem reči? Ne, ampak drugače stvari za opisati je ogromen. Je pa še ena stvar, ki mi je fejst všeč, recimo sistem za prepoznavanje peščev, oziroma tisti, ki se znajdejo pred avtomobilom. Izgleda luštno pa simpatično, ampak to je še ena stvar, ki bo dejansko reševala življenje. Sistem pa prepozna, če nekdo maha, predvsem pa kam je obrnen. A je obrnen stran od kamere, a je obrnen proti kameri, kaj počne, v katero smer celo se giba, vidiš levo ali pa desno. Ok, komatenih stvari, čas imamo samo še za eno, pojmo na streho. Evo, prišel na streho, mimogrede, zelo lep razgled na Vegas. Zdaj tukaj bomo spoznali pa sistem. Narobe sem rekel, Continental je razvil kontrolno enoto, ki nadzoruje vse sisteme. One to rule them all! V avtomobilu, ki so potrebni za to, da se sam premika, pa da nadzira okolico in na tak način bo znal avto iti sam parkirati. Če zelo poenostavim, prideš v službo, a pa v shopping center, pritisneš tipko na svojem telefonu, rečeš čau ragazzi, avto se odpele, gre parkirati, ko prideš nazaj ven, spet pritisneš drugo tipko na tvojem telefonu, model pride nazaj. Zdaj, kako pa na kakšen način pa to deluje, bo pa razložil en izmed celih inženirjev, tukaj pa ga ne znam točno pokazati. When you pull into a handover zone, you would download a map. The map would be provided by the parking garage. And as I mentioned before, the map is extremely basic. This is not a 3D LiDAR scan map with a bunch of details. The only details in the map is the positions of the parking spaces so that we can generate a path to the parking garage to find the exit, and then which parking spaces are handicapped or reserved, so our automated parking car would know it can't park in those spots. So now that the car's in the handover zone, and you can see I didn't do a very good job parking, the car can compensate, but the whole point is that you don't need to park. So on my app here, you see it says your vehicle is ready, and I can start. There's the start button. I should mention Thomas is just there as a safety driver. So now the car is going to navigate into the parking garage. I want to emphasize this is not a trained motion. It's not remembering how to get into a parking space. It's actively searching for spaces. All these spots with cones, these are reserved or handicapped spots that the vehicle will ignore. So you can see they're showing up as red squares in the visualization on my phone. That shows that they're not available. As soon as the valet parking car finds an available, so we're not relying on GPS. We're on a rooftop today, but we could easily do this in the basement. Veš pa stari, na tem CES-u dogaja toliko enih stvari,
da v enem dnevu nimaš šanse, da vse vidiš. Gremo zdaj pogledat, kaj dogaja še tam spodaj, pa tam spodaj, pa posod tukaj. Ajde, da vidimo. Gledaš pa ta cest, ne? To je tako svetovno čudo, vse, kar se dogaja na področju vsega. Vidiš, tudi avtomobilisti so prisotni, pa ne sam Ford. Imam pa resen problem, ne? Sploh ne vem, kje naj se tega cesa lotim. A veš, avtomobilski sejmi ni problema. Vem, kam iti, vem, kako se lotiti. Sem potrudil, no? Wow, stari, kaj pa to? Na cestu najdeš vse od nove tehnologije povezane s televizijami, z laptopi, z gamingom, z virtualno resničnostjo, z robotiko, z audiotehnologijo, z droni, z stvarmi, ki jih lahko nosiš, pa kupene pametne tehnologije za hiše, da v avtomobilistih pa firmah, ki so tako ali pa drugače povezane z avtomobilisti, sploh ne govorim. Pa zanimivo je, da tukaj govorimo o konkretnih rešitvah, ki bodo praktično jutri že lahko pri tebi doma, do čist norih kreacij, ki si jih komi lahko zamisliš. Govorimo o tehnologijah od nanotehnologije naprej, pa vse do ogromnih jaht. Nije stvari, ki bi bila povezana s tehnologijo, ki jo tukaj ne bi mogel videti. Norišnica. Tukaj informacij pride v parih urah v tvojo glavo, da ne veš, kaj bi s tem naredil. Honda je sem pripeljala kupenih zanimivih reči, ampak ena zadeva se mi je zdela pa posebej zanimiva. Glej zdaj to. Tole, kar vidiš za mano, je ene vrste avtonomni štirikolesnik, ki bi lahko pomagal na veliko različnih načinov. V bistvu gre za ene take vrste električen kvad, ki avtonomno deluje. Valjda je pa namenjen za bolj taka neprehodna ali pa težko prehodna območja. Jaz si zlahka predstavljam, da bi lahko pomagal gasilcem, gozdarjem, ljudem, ki potrebujejo nekaj takega, da prvič ne riskirajo svojega življenja, ali pa da jim že tako težko življenje pri kakšnem res zajebanem poslu malo olajša. In če je tamle zadaj taka popeglana študija, je pa tukaj en tak use case primer, kako bi izgledalo lahko to v praksi. Stari, kva pa ta tovornjak? Kva pa otok? Otok sred kuhne, v bajti na kolesih, pa veš, da ima veliko flaca. Last week they said we lost our game because we weren't working together. So I put this application in our car to teach us how to work together. Okay? Kaj naj ti rečem, stari, pri Hyundaiu gre za teamwork. Vidiš, vsakemu od teh podov se nekaj dogaja, ampak v glavnem pa veslajo. Zdaj so vsi pri Hyundaiu v luft skočili, ne, veš, kaj smo še vse pokazali. Vem, verjamem, vsak avtomobilist ima ogromno stvari za povedati. Moram se vsake stvari posvetiti toliko, kar bi si želel. Gremo naprej. Stari, pa ta zadeva je ogromna. Le to. Naslednja postaja prav na hiter Mercedes. Tukaj so v bistvu poskrbeli za svetovno premiero ta novega, le kaj piše na tablici. CLA. Stari, moram reči, da kar dobro izgleda. Mislim, sem pričakoval tak dizajn že zaradi A-ja, pa B-ja, pa tako naprej, ampak uživo. God damn! Takšen je pa zadek. Kva pa ta pick-up? Are you kidding me? Le kje je hauba tega avtomobila? Le kje je moja glava? Le kje je hauba? Le kje je streha? Nov Leaf, Leaf E+, mislim, da je uradni ime. Kapaciteta baterije se je povečala iz 40 na 62 kWh, doseg se je podaljšal na... Za 100 km se je podaljšal na koliko? 400? Ne, 300? Po mojem je 300 realnih. Stari, ampak že cel dan pa največja vrsta valjda za free stuff. Ne vem kva je, ne žogce, ne kugle, verjetno je neki noter. Vrsta je dolga 30 metrov, 150 ljudi čaka, ampak lahko si jo pa skrajšaš. Če greš za eno trnopolto damo, ko vsakič reče, when I say hey, you say Google, in pa cela skupina zdaj Google, in če si ves blesal in hodiš za njo, pa prideš v krajšo vrsta. Lej, vsak po svoje. Kva je noter? Kva je noter? Povej mi. Čak, kva mi pa zdaj hočeš te povedati? To se pravi, rekreacija pa delo ob enem. Že malo pa bomo rekreirali, pa še jedli skupaj. Tam gre ta svet. What if I don't have an assistant, okay? What if I don't have a light? What if Stephanie's not with me? Stephanie, you're gonna be my model. I'm gonna do what we did before, so you're gonna sit at the edge of the stage. Alright? Yep, Kayla, you're gonna go over there. I'm gonna do this. Vidiš, to je tehnologija, ki me
zelo zanima. Okay? Luči. Just like that. If I didn't have Na koncu pa, če smo že začeli s Continentalom, dajmo tukaj še zaključiti. Spet, sorry, da sem ga butnil. Spet, pokazali so kupenih stvari, jaz zdaj pa rad pokazal dve, ker se mi zdita precej zanimivi. Prva reč je, hoče ti reči, no, odločili so se, da bojo naredili gumo ne na klasičen način, ampak iz ruskega regrata. Zato, da naredijo klasično gumo, ki bo imela praktično identične lastnosti, pa uporabijo korenince regrata. Prednost regrata je pa recimo to, da razmeroma hitro raste. Pa ti veš, kakšno je ime za regrat v angleščini? Dandelion. Ni fajn beseda. Bojo pa to tehnologijo najprej izkoristili za gume za bicikle, za kolesa, za naprej pa ne vem. Sem čisto iskren. Ok, ta druga stvar je pa pametna cestna svetilka. A veš, zakaj je pametna? No, gre pa pravzaprav za luč on demand. To se pravi, da se bo svetilnost pa uslužnost prilagajala glede na potrebe voznika, pa konec koncev tudi mesta, kraja, v katerem bo svetila. Pa ko govorimo o lučeh on demand, veš, to skole, ko se avto pelje po ulici, bo lahko cesto osvetljevale sprot. Ne bo rabila vsaka luč posebej svetiti ves čas full time s polno močjo. Zdaj pa avto že ve, da je drevo 150 oziroma 100 metrov stran na cesti, ker bo dobil to informacijo, pa se boš pa lahko lažje oziroma varnejše izognil. Prihti na tale luč, ne? Ok, danes bo za danes že kar malo utrujen, lahko ti pa povem, kaj je bil pa zame, kljub vsej tej napredni tehnologiji, največji mindfuck. Tele pri sosedih od Continentala imajo en takle poden, čak ti ga pokazal. Vidiš, parket je. Tudi če ga čisto od blizu pogledaš, ampak v resnici je pa pena. In pa gor stopaš pa, čakaj malo, no to me je najbolj presenetilo. Nije žvaka za seljaka, a? Ajde.